greva na jezero. To je daleč. Kafe sem še par. Pa v bistvu to je kar lahko, ja. Vse je to še blizu. Čak, imam še tekst. Glej, še razdeljeno vse rada. Super. Ja, bomo kar šle, ne? Bom kar jaz začela snemati fotovaj. Ok, lahko. Hotla? Ok, kar začni. V zadnjih 10 letih smo proizvedli več plastike kot v vsem prejšnjem stoletju. Najdemo jo že povsod okoli nas. Plastičnim izdelkom se le redki lahko odpovedo v celoti. Vsi ostali pa se moramo potruditi, da uporabo predvsem plastične embalaže čim bolj zmanjšamo. Spremeniti moramo svoje nakupovalne navade in ponudba v trgovinah nam bo sledila. Spremeniti moramo tudi svoje razmišljanje. Kupujmo reciklabilne izdelke, kupujmo kvalitetno in kupujmo manj. Nastalo škodo lahko še popravimo. Mikroplastika pa je največkrat uporabljena za pakiranje hrane, iz nje izdelujemo oblačila, najdemo jo pa celo v kozmetičnih izdelkih, kot so zobne paste in pile. Po drugi strani pa je odstotek reciklirane plastike na globalni ravni še vedno zelo majhen. Plavajoče odpadke živali večkrat zamenjajo za hrano. Ob zaužitju večjih količin plastike pa dobijo občutek sitosti in zaradi izstradanja umrejo. Plastiko so našli v več kot 50 analiziranih želv. Največkrat so to bile plastične vrečke, ki močno spominjajo na meduze. Ptice privlači plastika zaradi vonja, ker oddaja podoben vonj kot gnjoča morska trava. V 144 pregledanih ptic je kar v 82 pticah najdena plastika. S potovanjem plastike po morju se prenašajo tudi tujerodne vrste. Plastika se ne razgradi, temveč razpada na vedno manjše delce. Delce plastike velikosti 300 mikrometrov do 5 milimetrov imenujemo mikroplastika. Ta je postala sodobno onesnaževalka, ki ga je za naraščajočo proizvodnjo plastičnih izdelkov v naravi vedno več. Mikroplastika v vodi veže nase organska onesnaževala. Po drugi strani sprošča aditive, dodani plastiki po proizvodnji. Organizmi delce plastike nezaželjeno zaužijo, s tem pa tudi kemikalije, ki so vezane na nje. Nekatere države so se zavezale manjši uporabi plastike. Južna Afrika in Kamerun sta uvedli davek za uporabo tankih plastičnih vrečk. Za zmanjšano onesnaženost okolja lahko naredimo veliko sami, če zmanjšamo uporabo plastičnih izdelkov. Kupujemo izdelke v večjih pakiranjih. Kupujemo nepakirano sveže sadje, zelenjavo in meso. Kupujemo z vrečkami iz blaga ali s kartonskimi škatlami. Kupujemo v zero waste trgovinah, kjer ni embalaže. Pravilno ločujemo odpadno embalažo. I got my head out the sunroof, I'm blasting